C'è luce. Hello! Ама ме се спреде ја заде. Lep pozdrav vsem, živijo, čau, Lenka tukaj, kako ste. Ta video je bil en najbolj predlaganih videov na mojem kanalu, odkar sem začela delati sploh ta stil videov, ki ga delam. Ne samo to, dejansko je bil na glasovanju na mojem Instagramu, mislim, da je na 3-krat in vsakeč je slučajno izpadel. Tisti, ki res pojma nimate, o čem bomo danes govorili, lahko mogoče že z naslovne slike oziroma thumbnaila sklepate, da je nekaj povezan z vesoljci ali pa da je saj vmes teorija zarote povezana z vesoljci. Skratka, gre za popolnoma ameriško misterijo in izhaja iz Nevade. V bistvu iz enega čisto zapuščenega konca v Nevadi, zelo blizu Las Vegasa. Ampak je čisto zapuščeno v puščavi, tako kot Las Vegas, čisto odmaknjeno vmes med nekimi nižjimi gorovji in je v bistvu res skrita lokacija, puščavnata, noben se ne briga za njo, je pa tudi na območju enega jezera, ki je v bistvu izhlapelo in ga ni, samo je počasih bilo. Ne glede na to, koliko je dejansko ta destinacija skrita in skrivna vojaška letalska baza, kjer preizkušajo letenje in ne vem kaj vse, itak neč ne vemo, kaj se tam dogaja, potem je što z tega videa. Glavno, ne glede na to, koliko je skrita, še vedno jo lahko takole najdeš na Google Mapsu. Če samo tipkate noter Area 51, je ne boste dejansko našli, ampak če mečkaj scrollate pa mečkaj iščete, boste pa pač našli. Beseda v tem območju se je začela širiti tam v poznih 1940 letih, ampak postala je popolnoma čista zibelka teorij zarote iz predvsem tega razloga, ker mi ne vemo o tem nič, še danes je uganka. Tudi so, kar zvemo, seveda popolnoma dvomimo oziroma ne smemo nadzvedati, ker vse, kar dejansko pride v tam ven, je nek lik oziroma nekaj, kar ne bi smel priti do nas, ker je popolnoma tajno. Kdorkoli tam dela, se mora popolnoma zavezati doživljenjsko, da o tem ne bo govoril. To so povedali tisti, ki so pač spregovorili, recimo tik pred smrtjo. Kaj še dodatna stvar, ki paha na to cono, tako skrivnostno, je pa to, da je vlada desetletja to območje popolnoma zanikalo. Na površje je prišlo šele leta 2013, pa ne direktno od vlade, ampak preprosto, ker je CIA dejansko na glas v medijih omenila to območje kot območje, ki dejansko obstaja in šele takrat so bili tako, rekli so. Potem je bilo pa še to, da so ljudje, ki so tam tajno delali, tajni vohuni, tajni vojaki, tajni piloti, tajni inženirji, tajni znanstveniki, so pa neka skupina se je nabrala, ki so končno, potem so bili res že odpuščeni, pač iz službe upokojeni, kakorkoli so lahko spregovorili o tem in so potem napisali knjigo in to je zdaj tako. Lahko je samo teorija zarote, lahko se mislite, pač ja, in zakaj bi mi temu verjeli, lahko so samo neki plačanci, ki jim rečejo, povejte to pa to in povejte naprej. Skratka, hočem reči, da tudi tisti, ker so zdaj kao dejstva, tako kot za vsako teorijo zarote velja, da še zmer načeloma je poanta lih to, da ne verjameš v to, kar naj bi bila resnica. Torej, če bi vi zdaj želeli od mene, da vam po domače povem, kaj naj bi počeli v Area 51, je to, da naj bi imela razne poskuse z novimi plovili, ki jih tam ustvarjajo, torej ne tako kot vidimo nek naš avionček, ki prevaža potnike, ampak tiste res hude, vojaške, hitre, izjemne, ki jih vidiš in dejansko imaš občutek, da je UFO oziroma NLP, neznani leteči predmet, da so vesoljci, ker so toliko napredni tehnološko in ne vem kaj, in to dejansko verjetno tam počnejo, ampak verjetno je to samo ena izmed stvari, ki jih počnejo, ker ta baza je gromozanska in toliko močno varovana, da seveda predvidevaš, da mora biti noter še marsikaj drugega. To pa, da naj bi tam odkrili neko tehnologijo in dva zelo značilna letala, na to se ne spoznam, ampak dve zelo značilni plovili so tam odkrili, ki jih še danes uporabljajo, torej so bili res napredni in so super delali, ker so delali, ampak zakaj se vse zakomplicira? Zaradi tega, ker je v enem obdobju tukaj blizu v New Mexico crashnil neko okroglo leteči predmet in sicer tale. In fora je, da je to plovilo končalo potem tukaj v Area 51. In od takrat naprej, ki je to prišlo na plano, so neskončne teorije zarote v tem, da je bil to totalen NLP, da so bili to vesoljci in da jih imajo še vedno tam, pa ne samo ene, ampak ogromno letih in da jih tam raziskujejo, torej tam v tej bazi, o kateri danes govorimo, ne bi bilo srce raziskovanja in preučevanja
vesolja oziroma vesoljcev. Tu sem zaznala eno novinarko, ki tipično vedno komentira te stvari, ker se od nekdaj ukvarja s to bazo 51, ampak ona je preprosto rekla, da ja, bilo je okroglo, bilo je nenavadno, ampak zato, ker je prišlo spet iz druge baze, kjer so odkrivali ta nova plovila in v bistvu je bilo nekaj ruskega. Tako da spet, verjameš ali pa ne verjameš, mi ga itak nismo videli. CIA tega vsega skupaj sploh ne komentira, popolnoma se odmakne od teh dejstev, ker pa povejo tisti, ki so dejansko tam delali, pa rečejo, mi itak ne bi mogli vedeti, kako bi mi lahko vedeli, če je bilo vse tako tajno tudi za nas, pač mi smo bili tajni in delali smo tajno, mi ne vemo nič o tem. Torej, zakaj je celotna ta baza tako sumljiva? Ko prideš tja, morate razumeti, da je to ameriška zemlja, da jo plačujejo davkoplačevalci in vse, kar se tam dogaja, je skrivno in nihče o tem ne sme nič vedeti, od teh, ki dejansko plačujejo denar, da te stvari tam stojijo, ampak oni pač ne smejo vedeti, kaj se tam dogaja, ljudje so firčni, ampak do ene točke dejansko lahko prideš do ograjni, prvo ograjni so pa cesta do tja in valjda druge kot po cesti ne boš šel, ker je toliko omaknjeno in preprosto toliko je varovanja tam, da kjerkoli ne bi s ceste z avtomobilom tam prišel, bojo neki kako bi jim rekla, varnostniki, imajo neko čudno ime, vedno so v belih kombi oziroma takih pick-up truckih in tam čakajo. Preden pa dejansko prideš v to cono, je pa vse, kar te čaka. Nekje je sicer rampa, ponekod druge so pa res samo dve table, na vsaki strani ena, da ti rečejo, da te črte ne smeš prekoračati. Če jo prekoračaš, se zgodi to, da imaš ali greš za pol leta celo v zapor, ali pa plačaš precej visoko kazen, ker preprosto dejansko ni niti ograje, samo če noter zapelješ, če greš čez to mejo in če te dobijo, si pač oplev. Kamer tam je neskončno velik, ne samo kamer, ki so postavljeni in random snemajo, ampak kamer, ki se obračajo skupaj s tabo, zaznavajo gibanje, poslušajo, mikrofoni, sploh če prideš do tistih glavnih vrat, tam so non-stop varnostniki. Predstavljajte si ogromno območje sred puščave, kjer so ves čas postavljeni varnostniki v fancy avtomobilih, ki veš, da nekaj varujejo in pa čakajo na prišleke, da jih napodijo oziroma da res, če se tam ljudje vozijo ali pa da grejo youtuberji raziskovati, se zgodi to, da preprosti rancherji, ki pač stražijo območje, vozijo za njimi in v bistvu samo pazijo, da oni ne bojo šli čez kako mejo, ker pač ne smejo zvedeti nič. Je pa en avtobus, mogoče jih je več, ampak en simpel avtobus, dolg, bel, tam je vse belo, ki pa samo preprosto iz bližnjih mest ali iz enega mesta samo vozi delavce, ki hodijo iz dneva v dan tja delati. Če se ljudje srečajo s temi delavci, ne vem, včasih se zakrijejo obraz, preprosto, to so toliko skrivnostne zadeve, da je res težko misliti, da ni čisto nič nenavadnega tam ali pa da niso na nek način vsaj malo ogroženi ali pa v strahu. Ful absurdno tukaj je to, da se je vlada desetletja odločila popolnoma zanikati obstoj te cone, kjer je zaposlenih toliko ljudi v javnem in privatnem sektorju. Pač ne obstajajo, ni jih, ni panike. Dejansko so te stvari toliko skrivne, to zdaj bo smešen. Ni smešen, ampak je smešen. En od teh rancherjev, en od teh varnostnikov, ki varujejo območje v avtomobilih, se je poškodoval na delovnem mestu in je želel tožiti tega človeka, ki je pač nadrejen njemu vsaj na nek način, da bi ga tožil, ker se je na delovnem mestu poškodoval in kaj se je zgodilo, ni ga mogel tožiti. Zakaj? Zaradi tega, ker so toliko skrivni, da sploh noben ne ve, kdo so. Kdo je njegov šef, kdo je nadrejen, kdo sploh vodi te stvari. Pač ni prišel do njega, ni prišlo do tožilstva, ni prišlo na sodišče, ker preprosto je preveč skrivno. Ena močna teorija zarote tukaj obstaja, sploh nisem več ziher, je teorija zarote ali je to že kaj potrjeno, da so to tam počeli, mislim, da je celo potrjeno, ampak si Američani ne upajo priznati, kot veliko stvari, ampak ta je ena izmed teh, kjer je bilo to biprodukt tega, kar je Stalin nekoč počel skupaj z enim doktorjem iz Auschwitza in sicer delali so poskuse na ljudeh. In fora je, da zelo podobne stvari naj bi potem tukaj Američani počeli v tej bazi. Tako da, ja, creepy. Še ena zelo močna teorija zarote oziroma človek, ki jo je sprožil, je tako imenovani Bob Lazar, whatever, ne vem sploh, kjer nacionalnosti, ampak ta človek je delal tam samo pol leta 1985 in je v bistvu, on govori zdaj cel življenje in stoji za tem, da je tam delal z neznanimi letečimi predmeti, z UFO-ji in da je tam delal s 4 takimi ladjami in njegov job je bila neka rekonstrukcija,
inženiral obratno smer, se pravi sklepam, da so jih razstavljali, če se ne motim. In da je bil pač priča temu in ko je prišel ven, je začel o tem govoriti. In zdaj nekatere stvari pa njemu se ne da preveriti, ker se ni šolal tako, kot trdi, da se je šolal, kar pa razlaga, pa iz katerega materiala naj bi bile te ladje. Je pa izjemno, kaj je povedal, ker je povedal za nek material oziroma neko snov, ko so jo odkrili šele leta 2000, ne vem koliko, se pravi veliko zatem, kaj je on že govoril o tem. Tako da je res sumljivo. Jasno, potem še drugih tistih klasičnih par teorij zarote je to, da še vedno so tam vesoljci, da jih preučujejo, da jih lovijo, da ne vem kaj, tukaj neka baza, kamor dol pristanejo, da dejansko tukaj signala ni, če se sprehajaš tam signala ni na nek način, verjetno to ni toliko zakomplicirano, ampak nekak signal tam preprečil, se pravi, če si tam s telefonom je zelo težko do nemogoče najti kotiček, ker bi lahko dejansko poklical koga, jasno je prepovedano fotografirati. Potem naslednja teorija zarote je, da je to sedež iluminator, če kdo ne ve veliko o tem, sem že naredila video o tem in pač ne bi bil to njihov sedež, pač je teorija zarote. Potem naslednja teorija zarote je, da še vedno delajo poskuse na ljudeh. Tle res ni dvakrat za reči, ker morate se spomniti, da ljudje smo tekom človeštva delali veliko groznih stvari in veliko groznih poskusov. En izmed njih je MK Ultra, ki je bil pač legitimno početje na ljudeh, pač poskusi in ni treba za reči, da tle nekaj podobnega, glede na to, koliko je območje varovano. Pa naj omenim še enega moškega, ki zdaj se že v nas spomnila imena in nič, je pa z njemu tudi na YouTubu neki 40-minutni intervju, ker dejansko isto pove kot tisti Bob, ki sem ga prej omenila, Lazaro, in pove, da je prav tako, tik preden je umrl, se je odločil to povedati in je delal tam in je povedal, da je delal s plovili in da je delal z vesoljci in da tam je nekaj povezanega z vesoljci in to je pač želel povedati tik pred smrtjo. Zdaj pa tako, leta 2019, to poletje je ljudem dopizdalo vse skupaj zaradi tega, ker se pravim, so davkoplačevalci, ki plačujejo za to stvar, o tem ne vejo nič, ker spet, ok, se je skrita zadeva. Res so radi že konkretno firčni in iz tega se je razvila ena dokaj neslavna šala in sicer event na Facebooku. Mogoče se vam sliši smešen, ampak ta event se je odločil, da bojo stormali oziroma gručno vdrli noter v to bazo varovano, ker nek logo je itak nas ne morejo vseh ujeti ali pa postreliti, ker so že ljudi ustrelili, ki so šli tja noter, se je že zgodilo, ker pa če prečkaš mejo in če greš preblizu in če se ne ustaviš, je lahko. Kao slogan je bomo hitrejši od bulecev oziroma bomo hitrejši od krogel in je malo scary vse skupaj neumno, ker še vedno se lahko marsikomu marsikaj zgodi, če jo to dejansko počeli. In sicer ne bi se zgodil septembra, mislim, da 20. septembra, jaz sem tudi attendala, se pravi, lahko sklepaš potem, koliko ljudi attenda, da še zmer tisti, ki bo dejansko šlo, bo ne vem, tisočina mogoče, se pravi, še zmer bo to ogromno, par tisoč, mogoče, možno. Ker eni, ki tam živijo, verjetno so zelo firčni, tako da bojo šli. In mislim, da je to več ali manj to za ta video, mislim, da nisem nič takega pozabila. Daj komentirajte mi spod, kaj vi mislite, da se tukaj noter dogaja, če ste kje slišali, kar jaz zdaj nisem povedala in ne vem, da mečken brainstormamo, kaj bi se lahko dogajalo. In to je to, če koga slučajno zanima, jaz to nedeljo praznujem, se pravi 21.7, ne praznujem, praznovala sem že, rojsten dan imam 21.7, tako da. Tako fun fact tu za danes. In to je to, radi se imejte, uživajte, aj čau, mua!